če pogledamo zakone, če pogledamo zakon o varstvu pred utopitvami, ki edini govori o slovenskih bazenih, v zvezi s tem je bil napisan pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalne vode v bazenih. Tukaj noter seveda ni ničesar podobnega, ki bi direktno opredeljevalo, da se na tak način ne sme kopati, zato ker nihče tega tudi pričakoval ni. Jaz mislim, da se ni zgodilo v vsej zgodovini slovenskih bazenov do zdaj, da bi kakšen oblečen človek ali pa človek v plašču šel plavati v bazen, kajti takoj bi ga vrgli ven. Po nekaterih slovenskih bazenih, po večinah, je celo prepovedano v tistih kopalkah, boksarkah, da se kopajo, pa to bazenski mojstri takoj uredijo. Zdaj je pa tukaj šlo ne za eno kopalko, šlo je v enem primeru za 3 kopalke, ki niso po nesreči prišle noter, ampak so šle oblečene in z obutjo v bazen in izven bazena. S tem, da v higienskih zahtevah za bazene v 31. členu piše, da na območju bioloških bazenov, da je potrebno imeti bazenček za razkuževanje nog in sistem bočnih teh bočnih prh, ki je seveda v zaprtih bazenih zahteva, v bioloških, to se pravi zunaj, v raznih bajerjih, pa ni potreben. Kaj v Slovenski nacionalni stranki moti državljane, bi rekel, ne nas samo. Gre za celo vrsto možnih bolezni, ki so po eni strani posledica pomanjkanja vitamina D, ki je splošno znano v arabskih deželah z temi specifičnimi oblačili. In to pomanjkanje vodi kar do do motenj uravnavanja količine kalcija v krvi, kar je najbolj pomembno. To je pa povezano seveda s hudimi motnjami v kardiovaskularnem sistemu, z diabetesom je to povezano, z multiplo sklerozo in revmatoidnim artritisom, pa še s čim. Poleg tega imamo pa tukaj še en problem, da je cela vrsta infektivnih bolezni, ki so poznane in so prenosljive in se prenašajo v arabskih deželah, mi pa proti tem pravzaprav nimamo niti znanja, nimamo znanja iz tropske medicine in ne vemo, kako se ubraniti. In če jih, denge je ena taka bolezen, potem je trahom, potem je limfatični filariazis in cela vrsta. Tudi triposomiazis, pa kolera in take zadeve. Te zadeve so infektivne in se prenašajo od človeka na človeka, tudi preko sline, preko podobnih ekskretov. Kaj to pomeni? Ko je nekdo v bazenu, verjetno tudi malo vode dobi v usta in se to lahko razširi naokrog. Zato sprašujemo ministrico, kaj bo naredila v tem primeru in kako bo reagirala na delovanje in izjave te Term Vivat v Moravskih Toplicah, ki so zelo zlahka sprejeli to zadevo in še huje, na koncu bi se morala tista gospa, ki je medijem in slovenskemu državljanstvu sporočila, kaj se dogaja, da se je morala celo v arabščini opravičevati. Ja, kje smo pa mi, kje živimo mi? A živimo v eni normalni, demokratični Sloveniji ali živimo ne vem kje? Se mi zdi, da vkolikor bi se v kakšnih arabskih deželah slovenske kopalke kopale tako, kot je evropska navada, da bi v 2 urah bile pokrite z belo rjuho in bi jih kamenjali do smrti. Pri nas pa mi povzemamo te njihove navade, ki so nesprejemljivi za naš kulturni prostor, še posebej pa ne
za naše zdravstvene razmere, ki jih imamo, kakor vidimo v Sloveniji, izredno slabo urejene, in če bi prišlo do kakšnih takih zadev, zagotovo ne bi vedeli, kako se jih lotiti in kako jih odpraviti. Naslednja stvar, sem rekel, je seveda tista tožba proti Hrvaški. Dejstvo je, da o tej tožbi se je nekaj razglabljalo na zaprti seji Državnega zbora, vendar ima ta tožba oznako zaupno, tajno. Skratka, slovenski ljudje, slovenski državljani ne smemo vedeti, kaj je Cerar napisal v tej svoji tožbi. Povedati je treba, da ni bilo konsenza o tem, da bi se tožba sploh vložila. To je laž. Tisti, ki govorijo, da konsenz je bil, lažejo. Ni bilo konsenza. Nekateri smo bili izrecno proti temu, da se tožba sploh vloži, večina je bila pa proti temu, da se vloži zdaj. Človek se vpraša, ali gre za privatno akcijo gospoda Cerarja. Človek se vpraša, kdo je tisti, ki je sestavljal to tožbo, katera advokatska pisarna je to sestavljala in dobila plačilo. Človek se vpraša, zakaj je bila ta tožba napisana v hrvaškem jeziku. In navkljub temu, da je gospod Brglez zahteval slovenski prevod, mislim, da smo v Evropski uniji, kjer je slovenski jezik enakopraven ostalim jezikom Evropske unije, pa vendar se človek sprašuje, kaj je zdaj. A so nas Hrvati že v tej meri prevzeli in posegajo v naš ustavni in pa pravni red, da moramo pisati v njihovem jeziku. Sprašujem se, zakaj ta tožba ni bila predstavljena vsem poslancem Državnega zbora. Lahko bi jo predstavili, tudi če je oznaka tajna. Pa ni bilo tega. Zakaj se skriva ta tožba? Zagotovo zato, ker se je že vnaprej vedelo, da je tožba izgubljena, da smo naredili neumnost, da gre za popoln fiasko vsega skupaj in da gre morda samo za medijsko prepoznavnost Cerarja, ki se bo hvalil, da je vložil tožbo. Potem, ko bojo pred volitvami, pred morebitnimi novimi predčasnimi volitvami. Seveda, čez čas bo Cerar mirno pozabil, kaj je naredil, še posebej takrat, ko bomo dobili zaradi te tožbe močno klofuto, takšne, kakršne smo že dobili od Evropske unije, ko so rekli, da to ni njihova zadeva. To ni zadeva Evropske komisije, zmenite se med sabo. Kot pa vemo, se pa Hrvatje ne zmenijo za nič, oni delajo po svoje, kar jim jaz pravzaprav zavidam. Zavidam jim to, da so pripravljeni za svojo domovino narediti karkoli, in to pogrešam v Sloveniji. Pogrešam v Sloveniji pri večini slovenskih politikov, ki jim je več do tega, do lastne koristi in do lastne promocije, kot pa do lastne domovine. Sprašujem se pa tudi, zakaj so slovenski mediji tako tiho v zvezi s to tožbo. Verjetno gre za kakšno komando z kakšnih pozicij, ki ne dovoli, da bi se to razširilo. Ena zadeva je tudi, ki se povezuje s tem, zagotovo tudi kakšen dogovor v zvezi z migrantsko politiko. Tukaj pri migrantih bi pravzaprav morali uporabljati slovensko besedo. Slovenska beseda za migranta je priseljenec. Mislim, da ni treba, da uporabljamo latinščino, malo dodelano latinščino, ampak lahko po slovensko rečemo priseljenci. In jih lahko mirno ločimo na trajne priseljence in začasne priseljence, kajti to pomeni ta latinska beseda. Zdaj pa še tretja zadeva. Danes je smiselno kupiti demokracijo. Pa ne gre za to, da bi delal reklamo za ta časopis, ampak gre za članek, gre za intervju z Nebojšo Medojevićem, ki je zelo poznan črnogorski politik in ki je obdolžil gospoda Jelka Kacina, in sicer najuspešnejši promotor črnogorske mafije v Bruslju je bil Jelko Kacin.
Gospod Jelko Kacin je zdaj na NATO paktu, predstavnik Slovenije, in me zanima, kaj bodo ustrezne ustanove naredile v zvezi z odgovorom, ki ga je na vprašanje dal ta gospod. Takole piše. Najuspešnejši promotor črnogorske mafije v Bruslju je bil Jelko Kacin. Ta je nase prevzel zelo težko delo, da bi izjemno kompromitirano oblast v evropskih strukturah, posebno v nemških, predstavil kot demokratično proevropsko. In potem naprej. Zato se je Kacin odločil, da obtoži opozicijo in jo v Bruslju predstavi kot protinatovsko, retrogradno, nacionalistično, protievropsko, prorusko in tako naprej. Svoje lobistične storitve, ki so bile plačane s krvavim denarjem mafije, je osredotočil na dva cilja: promocijo NATO in demonizacije opozicije. Kasneje je Črna Gora postala meka za slovenske diplomate, ki so prišli sem kot predstavniki EU, OVSE, NATO, Evropskega parlamenta. In vedno je bila to ista zgodba. Mafijski denar je napolnil žepe slovenskih diplomatov in jim zaprl oči in usta. Zanima me, kaj bodo porekli na KPK-ju, na tožilstvu, na policiji, v Evropskem parlamentu, v Svetu Evrope, v predstavništvu NATO na takšne izjave. Te izjave, to ni izmišljeno, to so besede človeka, ki je v črnogorski politični sceni izredno poznan. In takšne besede imajo svojo težo. Pričakujem, da bodo naši organi, ki se z veseljem zaletavajo v kurje tatove in v takšne, ki kakšnemu rečejo neprimerno besedo, neprimerno seveda po njihovih načelih, kaj bojo storile v tem primeru? Ali lahko pričakujemo kakšno ovadbo, ali lahko pričakujemo kakšno preiskavo, ali pa bo zaradi tega, ker je gospod Kacin iz prave politične opcije, tišino in molk slovenskih medijev. Upam, da ne. Konec koncev smo v tako imenovani demokraciji že nekaj časa, da bi se zadeve morale spremeniti, tako da upam, da se bo kaj naredilo. Predvsem pa upam, da boste vi, mediji, o tem odprli vprašanja. Imate izborne novinarje, raziskovalne novinarje in morda kakšni ne boste poslušali več urednikov, ki dovoljujejo ali ne dovoljujejo določenih objav, in boste sprožili preiskave in raziskave. Kasneje mogoče pa bo Državni zbor v tej ali v novi sestavi, kaj pa vem, morda odprl tudi kakšno preiskovalno komisijo. Hvala lepa. Jaz sem eno vprašanje. Ja. Sandi Štanja, Televizija Slovenija. V bistvu za kolegico Nino Mrzlikar, ki menda ne odgovarjate več na vprašanja. In sicer v zvezi s poročilom KPK-ja, da vas bodo pozvali k pojasnilu glede nakazila za namen plačila knjige Ukana, oziroma pač o interpretacijskih poslih. V bistvu me zanima, če so vas že pozvali, če so vas, kaj so od vas zahtevali, oziroma do kdaj morate odgovoriti. In drugo vprašanje, policija po navedbah specializiranega državnega tožilstva od maja letos preiskuje 2 fizični osebi, neuradno tudi vas, pa v bistvu jo zanima, če so se pri vas že zglasili. Kar se tiče KPK-ja, so mi postali ena čudna vprašanja in na tista čudna vprašanja je že odgovoril moj odvetnik, ki jim je pokazal in dokazal, da ne poznajo slovenskega pravnega reda in da s to zadevo ne morejo enostavno nikaj narediti. Zadeva je, kot sem že povedal, zrasla na logih slovenskih političnih nasprotnikov Slovenske nacionalne stranke, ki jih boli, da smo mi v Slovenski nacionalni stranki prišli v Državni zbor, in to je tudi vse. In takšno je mnenje tudi določenih evropskih politikov. Drugo vprašanje. In drugo vprašanje, pri meni se ni nihče oglasil. Verjetno imajo na tožilstvu in na policiji pametnejše pravnike kot na KPK-ju. Hvala vam. Nasvidenje, živijo.